Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach. Pozdrav z koprske Bonifike, kjer je pred nami srečanje 14. kroga našega državnega prvenstva. Koper in Bravo se bosta pomerila. Bravaši pa so eni od dveh prvoligašov, ki so se že poslovili z pokala. Tole je bila priložnost za Bravo, da se je v lanski po zimi okrepil Koprčane, nekako še moral privaditi na okolje. Tole Osuđi s predložkom, tole je zdaj prva nevarnost pred golom Brava, tudi Orazov lahko strelja, Orazov gol! 1-0 za Koper, Ramazan Orazov in v prvi nevarnejši akciji, ki so jo danes Koprčani izpeljali, so v 32. minuti tudi dosegli zadetek. Tole je prvoligaški prvenec Ramazana Orazova, govorim jasno o slovenski ligi, prišlek iz Tobola, takole je prodrl Osuđi. Videli ste, kakšne malenkosti so lahko odločilne. Štravs je tam izgubil dvoboj. Poplatnik s priložnostjo, vratnico je zadel Poplatnik. Enkrat proti Kopru. Tole je zdaj priložnost, sam je pred vrati Ivanšek in izenačenje v Kopru. Najprej Poplatnik, potem pa Ivanšek, no in ni potrebno več iskati, na katerih tekmah Bravo ni dosegel gola, kajti tale današnja zagotovo ne bo šla v ta zbir. Matic Ivanšek je tudi z nekaj sreče nekako uspel prevaliti, bom rekel, žogo v koprsko mrežo, predtem strel Poplatnika. Jelenič, tu je njegov parket, zelo prodoren je Jelenič, gledal je razporeditev svojih soigralcev, krasna podaja za Barišiča, Barišič strelja in obramba Matije Orbaniča. S pravim volem, s volejčino, še prečko, ostaja 1-1, Groznica že na drugi strani, priložnost za Jeleniča, še nevarno, Vešner Tičič strelja in samo kodbo za Koper. Vešner Tičič, dvojna podaja z Barišičem, Vešner Tičič, tole bo Osuđi prepustil žogo Pavloviću, predložek, Jelenič ima priložnost, prek vrat je sprožil. Safet Hadžić, dobra tekma za oko, zagotovo za neutralnega gledalca. 1-1 v tem derbiju, bom rekel, obračunu druge in četrto uvrščene ekipe. Verjamem, da ste iskali zmago, jo tudi želeli, ampak kako ste na koncu zadovoljni s to delitvijo točk proti izjemno kakovostnemu nasprotniku? Pa mislim, da na koncu je realen rezultat. V nekem momentu smo skoraj 60 minut bili slabi, nekako nismo mogli razviti igre. Dobro, agresivna nasprotna ekipa. Na koncu je tako, kakor je. Imeli smo na 2-3 šanse v zadnjih 10 minutah, ampak to je premalo, da bi si kaj več zaslužil. V naslednjem krogu vas čaka Rogaška, še predtem pa pokal. V Komnu načrtujete precejšnje spremembe v ekipi, malce poživitve, oziroma da tisti, ki so najbolj obremenjeni v prvenstvu, tokrat vendarle malce zadihajo? Pa dobro, pokal je, pač igramo v Komnu, normalno, da smo favoriti, normalno, da bom zamenjal ekipo, vsekakor pa moramo tekmo v Rogaški se dobro pripraviti in probe dobiti, da držimo to, kar je v tem trenutku na lestvici, da smo nekje na drugi, tretji poziciji. Aleš Arnolj, čestitke za osvojeno točko v Kopru proti enemu od pretendentov za naslov. Lahko seveda mirno rečemo, da na nek način nadaljujete s temi predstavami, ki jih kažete v zadnjem obdobju. Kako ste vi danes zadovoljni z igro svojih fantov? Razen zadnjih 10 minut zelo.
Mislim, da smo pokazali ravno to, kar smo govorili pred začetkom tekme, da smo bili dovolj pogumni, da smo ta prvi zadetek prejeli res mogoče v trenutku, ko smo bili v premoči, da nas to ni zmedlo, da smo sploh v drugi polčas šli še bolj natančno, imeli smo veliko prostora med linijam nasprotnika, smo ga premalo koristili v prvem delu, v drugem je bil to dogovor, da v bistvu dva igralca prihajata in na ta način smo v bistvu bili še bolj konkretni. Tako da jaz fantom čestitam, ker smo v bistvu na nek način z igro, z malo večjim delom posesti v bistvu kontinuirano prihajali kar v priložnosti. Je pa res, da mogoče podobno kot v Celju, malo premalo odločni v 16-metrskem prostoru, ampak na koncu zadovoljni točke, ker pa smo pa preveč prepustili v zadnjih 10 minutah, ker bi pa Koper lahko, bi rekel, morda po mojem občutku malce nepravično prišel do zmage. Veselimo se, da vas bomo v ponedeljek gostili v oddaji Pod prečko skupaj s selektorjem mlade reprezentance Milenkom Ačimovićem, pa bom vseeno izkoristil še priložnost za napoved naslednjega obračuna z Radomljani, ki tudi kažejo dobre predstave v zadnjem obdobju. Vi boste zdaj imeli kar dovolj časa za pripravo na to tekmo. Ja, tega se veselimo, ker v bistvu nam trenutno manjka dober trening. Vsak dan, kot je teden skrajšan, se to pozna v trenažnem procesu. Radomljane pa spoštujemo. Jaz mislim, da ni naključje, da so pričeli spet nabirati točke. Gre za, bi rekel, čvrsto, pragmatično ekipo, kjer se povsem jasno ve, kdo je zadolžen za držati nulo v ozadju in kdo je tisti, ki bo ustvaril razliko. Tako da, tako kot smo rekli že večkrat, jaz mislim, da je naša liga celo v tem pogledu podcenjena, ker preprosto ni nasprotnika, ki bi dovolil, da lahko zadihaš, a na drugi strani ni nasprotnika, ki bi se ga pa tako močno strašil, da ne bi uspeli dobiti točke. Jaz pričakujem, da je pred nami res težko srečanje. Ključno pa je, da glede na to serijo tekem proti nasprotnikom z vrha ali pa pretendentom za vrh, je ključno, da mi obdržimo dovolj skromnosti in da bomo dobri v osnovah in da se res zavedamo, da prihaja k nam kvaliteten nasprotnik. Lepa tekma, na koncu 1-1. Kako ste vi zadovoljni s to delitvijo točk proti Bravu, ki se je še enkrat izkazal za zelo kakovostno moštvo? Ja, že pred tekmo smo vedeli, da nas danes čaka težka tekma proti zahtevnemu nasprotniku. Prvi polčas smo štartali tako, na koncu smo tudi uspeli dati gol. Drugi polčas smo še slabše štartali, na začetku smo dobili ta gol za izenačenje in pol smo probali na vsak način priti do zmage in naredili nek pressing na njihov gol. Imeli smo par priložnosti tu izrelih za zadet, nažalost ni šlo not in bom rekel, boljše je igrati izenačeno kot izgubiti, ampak nismo zadovoljni z izenačenjem rezultatom. Zdaj vas čaka pokalni obračun s Komnom, kjer bo verjetno prišlo do kar precejšnjih sprememb v ekipi, da bi tudi čim bolj sveži pričakali naslednji krog in obračun z Rogaško. Ja, zdaj v torek imamo to pokalno tekmo. Pokal ne smemo podcenjevati, moramo tudi to tekmo iti za zmago in pol naprej se pripraviti na težko gostovanje v Rogaški in upam, da bomo prinesli 3 točke domov. Matej Poplatnik, 1-1 v Kopru. Najprej nam povejte, kako ste zadovoljni z rezultatom. Glede na prikazano bom rekel, mislim, da je pošten rezultat. Šansa, zdaj težko povem, imeli smo jih mi, imeli smo jih oni. Sigurno smo lahko obe dve ekipi zadovoljni, sploh pa gledalci, mislim, da so prišli na svoj račun. Ne glede na vse, jaz mislim, da bom komentiral svojo ekipo, mislim, da smo zgledali dobro, ne glede na našo, bom rekel, mladost, smo zgledali zrelo. Kopru, kjer je zelo močna ekipa, smo, mislim, da pokazali odličen odpor v nekih momentih, mogoče bom rekel, da smo bili tudi boljši, ker v bistvu so se vohala, rečemo, 3 pike, ampak ne glede na vse, gostovanje v Kopru je zmer težko, tako da moramo biti zadovoljni. Matej, danes smo videli še kar nekaj priložnosti na obeh straneh. Vi ste dvakrat stresli okvir gola, predvsem tisti strel z velike razdalje 35-40 metrov, zares izjemen volej. Je končal v prečki in ne v mreži. Morda komentar tega. Očitno ste videli, da koprski vratar stoji nekoliko bolj zunaj. Ja, točno tako. Dvakrat štanga oziroma enkrat štanga, enega prečka danes. Enkrat gre noter, drugič ven, pred Mariboru je šlo noter, danes je šlo žal ven, ampak mislim vsem, da nekako sem lahko svojo igro zadovoljen. To pa je
tak trenutek, ker sem videl, da je golman v zuniji, žoga mi je res dobro sedla in škoda, da je šla v prečko pa ven. Tako da v bistvu mislim, da sem zdaj tudi malo pokazal, da lahko dam z nogo gol. Še beseda dve o naslednji tekmi z Radomljani. Vi boste zdaj eni redkih prvoligašev, ki boste imeli pravzaprav cel teden za pripravo na to tekmo s tudi zelo organiziranimi, vsaj v zadnjem obdobju, Radomljani. Pa res je, ta liga je večkrat že pokazala, da v bistvu vsak lahko premaga vsakega. Tako da, hvala Bogu, imamo malo več časa za pripravo, za regeneracijo, ampak to ne pomeni nič. Zdaj se dobro pripraviti v nedeljo, nobeno vedel, a smo mi igrali ali nismo. Če ne bomo mi pravi, če ne bomo se mi ukvarjali svojo igro in šli na zmago, potem je to nima pomena. Tako da v bistvu Radomlje ali pa bom rekel tokrat prvi Celje, priprava bo ista in gremo po 3 točke.